Vlada je odlašala s potrditvijo, dokler ni bila opravljena revizija programa. Za gradbeno dokumentacijo in samogradnjo, ki jo bodo začeli leta 2017, je zadolžena Agencija za radioaktivne odpadke. Do takrat mora pripraviti projektno dokumentacijo, gradbeno dokumentacijo, varnostno poročilo ter okoljsko poročilo in izvesti vse javne razgrnitve vseh teh dokumentov. Naložbenik odlagališča je Republika Slovenija. Predvidena investicijska vrednost zakonsko določenega in varnega odlagališča je 157 milijonov evrov. To vključuje vsa sredstva do izgradnje, vključno z razgradnjo, z vsemi davki in nadomestili vred. Dobrih 80% denarja mora zagotoviti sklad za razgradnjo nuklearke, ustanovljen leta 1995, v katerega se steka nadomestilo od vsake kilovatne ure v jedrski elektrarni proizvedene elektrike. Sklad NEK ima v portfelju na dan 30.6. 179 milijonov sredstev in je ustvaril donosnost v prvi polovici pol leta 4,8%. Veliko smo naredili na samem prestrukturiranju portfelja sklada in si želimo pač, da bo dejansko učinkovito upravljanje sredstev prineslo tudi svoje rezultate. Odlagališče bo varno, zagotavlja direktor Agencije za radioaktivne odpadke. Kar pomeni, da ne vpliva niti na prebivalce, niti na naravo v okolju. S tem bo zagotovljeno odlaganje na način, ki bo še povečalo varnost obstoječega skladiščenja radioaktivnih odpadkov, tako da bo tudi za okoliške prebivalce dejansko to pridobitev. Z obratovanjem naj bi začelo v letu 2020, agencija pa je trenutno šele v fazi pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za gradnjo.